Lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka na današnjem radovednem ponedeljku v sklopu Starševanje na predavanju Mamice med ideali in stisko, ki ga izvaja Irena Stubelj Marinič, magistrica psihosocialne pomoči in kognitivno-vedenjska svetovalka. Lep in prijazen pozdrav, gospa Stubelj Marinič, in dobrodošli v naši sredi. Preden pa naši gosti predam besedo, naj povem še nekaj vsebinskih informacij o predavanju ter o samem dogodku. Magistrica Stubelj Marinič je vsebino srečanja takole povzela. Ko ženska zanosi, se vsi, ki so ob njej, veselijo rojstva otroka in ji govorijo o vseh lepih trenutkih, ki jo čakajo. Kljub velikim pričakovanjem se mamice dojenčkov, kasneje malčkov in odraščajočih otrok velikokrat znajdejo v stiski, ki je niso pričakovale in na katero niso bile pripravljene. Pogovarjali se bomo torej o znakih poporodne depresije, pomoči pri stiski po porodu, izzivih materinstva od otrokovega rojstva do vstopa v šolo, o ustvarjanju ljubeče vezi z otrokom, s partnerjem in sabo. Irena Stubelj Marinič na Goriškem svetuje mamicam v stiski, staršem o težavah pri vzgoji otrok, parom, ki imajo težave v svojem odnosu, o težavah z neplodnostjo, pa tudi vsem tistim, ki se spopadajo z izgorelostjo, depresijo in anksioznostjo. Dogodek poteka preko platforme Zoom in na Facebook profilu Goriške knjižnice. Vsi, ki želite dogodek spremljati preko Zooma, se lahko v času aktivnosti povezave prosto in kadarkoli pridružite sledenju dogodka. Lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanje pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to tudi dovolj časa. V času trajanja dogodka vprašanje lahko zapišete tudi spodaj v chatu v sporočilih. Predavateljica bo nanje odgovorila ob koncu predavanja. V primeru kakršnihkoli težav z zvokom ali slišnostjo pri pretakanju v živo vas še obveščamo, da se dogodek snema, kar pomeni, da bo na knjižničnem Facebook profilu in na YouTube kanalu Goriške knjižnice na ogled tudi kasneje. Takole, zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem. Gospa Stubelj Marinič, beseda je vaša. Hvala lepa in izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dober večer, dober dan vsem. Dobrodošli na tem predavanju. Bom kar delila z vami moj ekran. Odločila sem se za to temo, ker se mi zdi, da se mamice v bistvu že takoj po rojstvu, nekatere že prej med nosečnostjo in v tistih prvih letih, ko se pripravljajo oziroma privajajo na novo vlogo, da se velikokrat znajdejo v veliki stiski. Predvsem v času velike poplave socialnih medijev, ki nas obkrožajo, je ta razdor med ideali in med morebitno stisko matere še toliko večji. Težje je, manj je njene sigurnosti vase, manj je njenega samozaupanja in marsikdaj pride do velike vrzeli med tistim, kar bi mamica rada pravzaprav, tako kot bi ona rada vozila svoje materinstvo, in pa med tem, kar se potem s čimer se ona srečuje na različnih omrežjih in kar vidi neko idealizirano sliko, ki je predstavljena, oziroma neka pravila, ki morda njej niti ne toliko ustrezajo. Vse to je lahko zelo obremenjujoče in mamica zgublja na svoji avtentičnosti in materinstvo je tako težje. Zato se mi zdi prav, da jo poskušamo na tem potovanju opolnomočiti, da se bo počutila bolj sigurna vase, da bo vedela, kje iskati rešitve, kje so tisti viri moči, ki lahko pri tem pomagajo in kaj se pravzaprav dogaja z njo. Torej, ob rojstvu otroka, ob začetku materinstva, verjetno še v nosečnosti, si vsaka družina in vsaka mama ustvari neko ponavadi dokaj idilično podobo, kaj se bo zgodilo. Pripravlja se na najsrečnejši trenutek v življenju, na neko povezanost z otrokom, z partnerjem, s družino, širšo družino, nek velik občutek ljubezni in nežnosti, izpopolnitev njenih želja, morda izpopolnitev neke vloge, ki si jo je zastavila, zadala, vir ponosa in topline.
Vendar se lahko zelo hitro zgodi, da je realnost po rojstvu precej drugačna. Nanjo lahko vso težo padejo tudi občutki slabega počutja, jokavosti, občutek nesposobnosti, da tega ne zmore, da ne zna, da morda tudi ne doživlja vseh tistih čustev, za katera misli, da bi bilo normalno, da bi jih čutila, ne čuti morda takoj po porodu velike povezanosti z novorojencem, se morda čuti nemirna, manj vredna napram drugim mamam, sram jo je lahko tudi teh občutkov, tudi zapuščena morda od družine, od partnerja, od prijateljic, od katerih je čakala neke drugačno bližino, morda je razočarana in takrat se lahko pojavi ta pretirana dejavnost, se pravi, rada zelo aktivna sama ali pa z otrokom, ali pa popolno pomanjkanje volje do življenja, tudi jeza in obup, tesnobnost, nemoč, težave s spanjem, ki niti niso vezane toliko na samo zbujanje otroka, ampak prav mama težko zaspi ali pa se zbuja prezgodaj in ne more več spati, počuti se neodločna, obupana in marsikdaj tudi pride do nekega pomanjkanja apetita in manj volje za nadaljevanje. Vse to vodi v še težje čustvo in sicer to je nek občutek krivde. To oteži mami, da bi se počutila v redu sama s sabo, oteži odnos z otrokom in lahko je ta občutek predvsem do sebe, se pravi, da ni izpolnjena nekih svojih pričakovanj, morda do otroka, boji se, kaj bo to pustilo neke posledice na otroku, da ni točno taka, kot si je zastavila v svoji nosečnosti, da bo. In včasih tudi pride do razdora s partnerji. Nekateri partnerji težko razumejo, da ta trenutek sreče ne čutita oba enako, da je morda mama v neki stiski in ne razumejo, zakaj lahko pride do tega v tako veselem, v tako težko pričakovanem dogodku. Tukaj zdaj preberem samo na kratko en opis ene mame, ki je pisala, kako se je počutila ob svojem porojstvu. In sicer je to iz knjige Zima, iz te knjige je napisala dr. Zalka Drglin. In piše: Pred kratkim sem rodila svojega drugega otroka. Nasploh sem bila zelo pozitivno usmerjena, ter sem se dosti pripravljena na prihod novega dojenčka. Imam zelo razumevajočega partnerja, ki je imel veliko pomoč, vseeno pa sem po prihodu iz porodnišnice zapadla v otožnost, brez razloga. Strah me je bilo novorojenčkevega joka, ker se bojim, da ga ne bom znala pomiriti. Strah me je, da bi zaradi svoje nerazložljive potrtosti in pretirane skrbi za dojenčka zapostavljala starejšega otroka in še in še. Nenehno mi gre na jok, solz ne morem zadrževati in vsaka malenkost me vrže iz tira. Počutim se skrajno utesnjeno, v bistvu same sebe ne razumem, ker smo se vsi tako zelo veselili otročka. Kot da to nisem jaz. Težko je, ker ne razumem, zakaj je tako in sploh ne dojemam, kaj me je zagrabilo. Enostavno se mi zdi, da zgubljam tla pod nogami, kontrolo nad dogajanjem in življenjem, čutim popolno nemoč. Ne morem si pomagati. Toliko o tem, kako so torej še en prikaz teh močnih občutkov, ki jih mama ne razume in pravzaprav ne ve, iz kje izvirajo, jo pa lahko zelo obremenjujejo. Dejstvo je, da rojstvo pri mami povzroči zelo velike spremembe. Spremeni se njeno telo, njeno zdravstveno stanje, biokemično ravnovesje, spremeni se njena samopodoba, lahko postane zelo kritična do sebe, ker je njeno telo spremenjeno in ni tako, kot je bilo pred porodom. Socialna vloga v družbi se spremeni, razmerja v partnerstvu so drugačna, razmerja v družini so drugačna, ni tako neodvisna oziroma spremenjena neodvisnost je napram prej. Potek kariere je lahko popolnoma
tak, kot si ga ni zastavljala, si ni predstavljala, pa tudi ekonomski status se lahko bistveno spremeni. Tudi okoliščine, v katerih vstopa v materinstvo, so lahko od ženske do ženske zelo različne in so lahko tudi zelo obremenjujoče za mamo. Torej, pomembno je, s kakšno prtljago vstopa iz osnovne družine in iz življenjskih izkušenj. Kakšni so bili njeni odnosi v družini, kakšen zgled je imela v svoji mami, v svojem očetu, kaj išče, kakšni so vzorci in njene odločitve, kakšne sanje in vizije je imela zase in za materinstvo, kakšen je partnerski odnos, torej če sta še skupaj s partnerjem, če je bila ta nosečnost zaželjena ali ne, kako si predstavlja, da bo, kakšen oče bo ta njen partner, ali mu lahko zaupa, ali mu lahko zaupa svoje težave, ali lahko zaupa, da bo dober oče, da bo dal vse za to, da bo šlo očetovstvo tako, kot mora iti. Njena telesna pripravljenost je lahko boljša ali slabša, ob njej so lahko prijatelji dobri in sorodniki ali pa manj pripravljeni pomagati. Zaposlitev je lahko pod vprašanjem po nosečnosti, marsikdaj se to zgodi, in pa tudi zdravstveni sistem različno deluje v različnih okoljih in ob različnih ženskah. Torej, vse te okoliščine močno lahko pritisnejo na žensko po rojstvu in spremenijo njen pogled in njeno dojemanje okoliščin. Poporodne oziroma oporodne duševne stiske se lahko začnejo že med nosečnostjo. Nekaterim se začnejo takrat in se potem s porodom končajo, nekaterim se potem še nadaljujejo v prve tedne po porodu, nekatere se pa takrat šele začnejo, se pravi, s porodom. Obstaja več delitev teh porodnih stisk, tista najbolj značilna je na poporodno otožnost, poporodno depresijo in anksioznost in na poporodno psihozo. Ob tem velja poudariti, da vse te poporodne duševne stiske nikakor niso razlog za sram. Lahko ni pravila, komu se bo to zgodilo, katera ženska se bo s tem srečala, in niso pa pokazatelj, kako dobra mama je ta ženska. Torej, je dobro, da si tista ženska, ki se znajde v takšni stiski, ne obremenjuje s tem, kaj povzroča s tem otrokom, ampak poskuša čim bolj poskrbeti zase in tako bo tudi njemu najbolj pomagala. Če gremo zdaj po vrsti, torej malo več besed o poporodni otožnosti, ki je v bistvu zelo pogosta. Z njo se sreča kar 8 od 10 žensk, pojavi se nekje tam 3., 4., 5. dan po porodu in traja nekje od 3 do 10 dni. Znaki zanjo so močna sprememba razpoloženja, enkrat veliko veselje, potem naslednjič jok, tesnoba, razdražljivost, neka ranljivost, velikokrat nespečnost, mogoče pomanjkanje energije. Kako si v takem primeru pomagati, bomo malo kasneje pogledali. Potem naslednja stopnja, mogoče nekoliko bolj zahtevna, bolj obremenjujoča, je poporodna depresija oziroma skupaj z anksioznostjo. Tudi tukaj je takoj bistveno, da povemo, da ne traja večno. V zelo redkih primerih se zavleče dalj časa, veliki večini se ta poporodna depresija izzveni sama od sebe, tudi če si ženska ne išče neke velike dodatne pomoči. Je pa res, da je veliko lažje, če si poskuša najti neke vere moči, ki bi ji pri tem pomagale. Zgodi se pri 1 do 2 žensk na 10, torej tudi ta dokaj pogosta, pa navadi jo doživlja ženska, začne doživljati tam nekje 4. do 6. tednu po porodu, traja 3 do 6 mesecev, včasih, kot sem rekla, dlje. Do nje pa pride v bistvu zaradi spremembe seveda s hormoni,
takoj po porodu drastično upadajo hormoni v ženskem telesu, torej pride tudi do spremenjenih biokemičnih procesov v možganih, tudi osebnostne značilnosti vplivajo na to, neki naučeni odzivi na stresne situacije vplivajo, nepredvidljive zahteve, ki jih mama ni imela v mislih, s katerimi se bo srečala, tudi botrujejo temu, da se mama znajde v močni stiski. Za depresijo je dobro, da imamo v mislih, da ji lahko rečemo, da gre za depresijo, če več odznakov, ki jih bom zdaj naštela, traja večino dneva vsaj 2 tedna. Torej, občutek nemoči, žalost, obup, brezvoljnost, slabo počutje, krivda, da je vsako opravilo nek napor, da veliko joka, ihti in niti ne vidi razloga več za to, da je brez zadovoljstva, da je stalno v nekem obupu, neosredotočena, osamljena, pozabljiva, da ima občutek, da ne zmore več, da bi kar šla, da čuti, da otroka nezanimanja oziroma ravno obratno lahko tudi zelo zaskrbljena za njegovo zdravje in za svojo. Na drugi strani tudi anksioznost, tudi tu lahko pride do napadov panike, občutka mravljinčenja, oteženega dihanja, pospešenega utripa srca, nekih vsiljivih tujih misli in tudi včasih razmišlja tudi o tem, da bi mogoče se zgodilo, da bi poškodovala sebe ali otroka. Vendar se to zelo, zelo redko zgodi, da bi se potem to tudi lahko uresničilo. Tista najtežja ob tem je, od vseh 3 je pa še zadnja in to je poporodna psihoza. Zgodi se 1 do 2 ženskam na 1000 in do nje pride nekje 3. do 14. dan po porodu, je pa zelo nenadna in očitna. Se jo zelo težko zgreši, ker pride do nekega zguba stika z resničnostjo, do blodnjavih misli, do ženska čuti in sliši stvari, ki ne obstajajo, ima privide lahko oziroma preganjavico, govori zmedeno in nerazumno in ima zelo neutemeljen strah zase oziroma za otroka. Pomembno je, da vemo, da je to bolezen in da je to tukaj pa res treba takoj ukrepati. Ženska potrebuje takojšnje zdravljenje, treba je poklicati zdravnika, da jih lahko čim prej pomaga. V času od novorojenčka do dojenčka in malčka se zgodi zelo intenziven razvoj, ki je lahko potem, ki ga mama spremlja in je normalno, da je to zelo težko delati. Zaradi tega, ker gibalni razvoj pride iz nič, pa do tega, da otrok shodi s vsemi vmesnimi fazami in kasneje vsi poskoki, vsi teki in ob vsem tem je mama spremljevalka, ponavadi predvsem mama. Potem zaznavni in spoznavni razvoj, govorni razvoj, razvoj čustev, socialni razvoj in razvoj navezanosti. Ob tem moram še posebej opozoriti, da je zelo pomembno, kakšen je odnos med mamo in otrokom, da je ta navezanost optimalna. Tam nekje do 3. meseca otrok se začne nasmihati in ima pogled za vsakogar, potem 3. do 6. meseca da prednost 2 do 3 osebam, od 6. meseca do 3. leta pride do nekega izključne zelo močne navezanosti na eno osebo, ponavadi je spet to mama, ni pa nujno. 6. 8. mesec dobi tale strah pred tujci in okoli 1. leta je vzorec navezanosti izdelan. In če lahko samo se malo ustavim še ob tem na prehod v vrtec, ki sicer ni današnja tema, ampak kljub vsemu se lahko mama znajde v veliki stiski ob tem. Če gre, tako, vrtec je nekaj za starše, ni za otroke.
V smislu, da otrok ne potrebuje pri prvem letu vrtca zaradi socialnih stikov. Ni dozorel temu in to je v pomoč nam, staršem, da lahko dovolj zaslužimo oziroma da se lahko ukvarjamo z drugimi stvarmi. Če gre otrok okoli prvega leta v vrtec, potrebuje zelo veliko podporo. In malo otrok je, ki takrat to zmorejo brez večjih težav. Zato vam vedno priporočam, da se vzamete dovolj časa za uvajanje v vrtec, ker ne veste, kako bo vaš otrok reagiral v stiku z vzgojiteljico oziroma z drugimi otroci. Če boste na počasi uvajali, če boste od začetka prisotni, če si boste tudi v vrtcu izborili to, da ste lahko, če ne gre, če niso še tega vajeni, da boste lahko veliko ob otroku, oziroma toliko, kot čutite, da on potrebuje, če boste vse to zmogli, bo njegov vstop v vrtec zelo prijazen. Zdaj, kdaj pa je tisto idealno obdobje? Idealno bi bilo nekje okoli 3. leta. Takrat pa res otrok začne pogrešati socialne stike oziroma se lahko s tem, ko je njegov govor polno razvit, s tem, ko je začne čutiti neko socialno dobiti neko socialno potrebo, takrat je pa res dobro, da gre v vrtec in takrat je tudi uvajanje ponavadi ni več tako zahtevno in je lahko krajše. Vendar pa to se le redko zgodi, ponavadi vsi vajajo tam okoli 1. leta in takrat vam priporočam, da ste na to zelo pozorni in zelo v tem obdobju potrpežljivi. Zdaj, če gremo potem naprej, je rojstvo otroka v bistvu zelo zamaje razmerja v družini. Mama in oče se znajdeta v vlogi staršev. Stari starši se morajo šele naučiti, koliko bodo prisotni v življenju nove družine, na kakšen način bodo prisostvovali, koliko bodo vključeni, koliko ne bodo. Vse to se na novo vzpostavlja. In zato je prav, da smo do tega zelo spet prijazni in pripravljeni na to, da se vsi v tej fazi šele učimo. Pride do neke nove delitve gospodinjskih opravil, tudi tisti očetje, ki morda do zdaj niso bili, oziroma tisti partnerji, ki niso bili toliko vključeni v gospodinjstvo, je v takem obdobju po rojstvu skoraj da bistveno, da tudi oni več pristopijo zraven. In tudi zelo težko, zelo velika sprememba, potem koliko je težka, je odvisna, kako smo ta postopek tudi malo speljali. Zelo velika sprememba je za sorojence. Otrok je bil prej sam, ni imel nobenega, vso pozornost starša je bila na njemu in kar naenkrat mora to deliti z drugimi. Tudi partnerski odnos se zelo spremeni, iz nekega egoizma preidemo v altruizem, iz nekega jaz oziroma midva preidemo v mi. In to so velike spremembe, ki potrebujejo čas, da se dobro usedejo in da jih sprejmemo za svoje. Pride do kroničnega pomanjkanja vsega, do želje po prostem času, do drugačnega prijateljstva med možem oziroma med partnerjem in partnerko, med možem in ženo. Do drugačne intimnosti, velikokrat se očetje počutijo zapostavljeni, ker naenkrat je ta otrok vmes in mamica večino časa posveča njemu, ni več toliko bližine s partnerjem. Lahko pride do zelo različnih pogledov na vzgojo in tudi tu je spet seveda bistven pogovor o tem, da mogoče že med nosečnostjo se pogovarjamo o tem, kaj je sprejemljivo za oba in kje morda so tiste točke, kjer se še ne znajdemo, kjer se še ne najdemo in se o tem veliko s partnerjem lahko potem pogovarjamo. Tudi kariera, posebej ženska zelo občuti spremembo pred materinstvom in po materinstvu v njeni karierni poti. Lahko pride do diskriminacije pri iskanju zaposlitve, lahko okolje, nesprejemanje na želje, da bi imela službo, ki bi jo zadovoljevala in seveda je potrebno dogovarjanje s partnerjem tudi glede tega.
težko bi šlo skozi, da bi oba imela zelo intenzivno in zelo polno izzivov službo, ki bi zahtevala nadure in podaljšan delovni čas iz dneva v dan, ker se ponavadi to v praksi težko gre skozi. No? Zato poudarjam to dogovarjanje in neko sprejemanje tudi želja drugega. Zdaj pa bomo počasi na rešitve. Rešitev je odvisna seveda od problema, od teže problema. Za neko otožnost, ki smo jo prej opisovali, je seveda dovolj neka pomoč okolja in samopomoč. Na različne načine si moramo poiskati neke točke, s katerimi si bomo pomagali in jih bom potem tudi kasneje bolj podrobno opisala, kaj bi to lahko vse bilo. Če se znajdemo na meji z neko depresijo oziroma smo že kar konkretno vstopili vanjo, je prav, da si kar čim prej poiščemo psihosocialno oziroma psihoterapevtsko pomoč. Če temu ni tako, bomo lahko tudi sami izstopimo iz tega, vendar je pot veliko težja in ponavadi bolj dolgotrajajoča. Če pa pride do velikih težav, do velike stiske, če pride do velikih problemov, je pa čas, da tudi v skrajnem primeru poiščemo tudi psihiatrično pomoč, ki nam lahko pomaga tudi z medikamentoznim zdravljenjem. Kakšni so torej ti koraki za rešitev naše stiske v prvih letih življenja otroka? Najprej moramo priznati, da imamo problem. S tem, ko si rečemo, da nekaj ni v redu, da nekaj pa moram začeti delati, da nekaj moram spremeniti, da trenutna pot ni prava, s tem, ko ozavestim, v kakšnem stanju je naša družina, je moja družina, s tem prepoznam čustva, ki se mi dogajajo in s tem že počasi lahko začnem z njihovo regulacijo. To pomeni, če rečem, če sem samo zbegana in ne dam imena temu občutku, ne dam mojemu joku ime žalost, ne dam mojim neprijetnim občutkom ime stiska, sem nekje zbegana in še se ne dovolj usedem v tem, kar sem. Ko pa začnem poimenovati čustva, jih lahko tudi malo bolj z distanco pogledam in lahko, dobro je tudi, da jim dam oceno, od 1 do 10, kako močno čustvo čutim, kako močno me obremenjuje, kolikokrat na dan ga čutim. Bolj kot definiram svoje čustvo, svoj težki občutek, lažje ga bom umestila in bolj objektivno lahko gledam nanj. Pomembno je ob tem, da sprejemam vsa čustva, pozitivna in negativna, in jih niti ne sodim, ker so vsa normalna. Pomembno je, da jih sprejmem in jih ne zanikam in ne pravim, da jih ni oziroma da se tako ne počutim. Najlažje je to narediti seveda skozi pogovor, če pa tega ne želim, pa vsaj sama s sabo. Če bom odrivala čustva, če ženska odriva čustva, se še bolj okrepljena vračajo nazaj. Če jih zanikamo, ne bodo nikamor šla, bodo še vedno tam, samo nič se ne bo z njimi zgodilo in lahko samo naraščajo. Recimo, včasih se zgodi, da je mama nič začuti takoj po porodu neke navezanosti za otroka. In to je lahko zelo težko za sprejeti za mamo, ker je imela popolnoma drugačna pričakovanja. Če se bo to se čutila krivo zaradi tega, če si to ne bo želela priznati, bo zanjo to še veliko težje, še veliko bolj obremenjujoča bo zanjo ta situacija, kot če bi si rekla, da to čuti in da se zaveda, da to bo minilo. Poleg tega je zelo pomembno, da se zavedamo, da je vsaka mama prava mama in da bo ta prava mama ostala do konca življenja otroka. In da ni nič hudega, če se nam zgodi kdaj, da pademo v neke lažje ali pa težje stiske,
zavedati se moramo, da je vedno pot iz njih. Potem naslednji korak, ki ga je potrebno vedno definirati, je tudi, kdo je pravzaprav prvi. Ko pride do neke stiske, se vedno tehta, kdo komu najprej pomagati, kaj je zdaj, kako je z otrokom, kako mu bomo lahko pomagali in vse to. Če se spomnimo na to, kaj se zgodi, ko se usedemo na letalo. Tamkrat nam kabinsko osebje reče, da če bodo padle maske s kisikom dol, da naj si jih najprej nadene mama, oziroma starejši, oziroma odrasli. In potem šele poskrbi za otroka. Zato, ker če mama ne bo najprej poskrbela zase, ampak za otroka, bo še potem, če bo prišlo do takrat do neke stiske, še težje poskrbela zanj naprej. Enako velja tudi v tej stiski mater. Torej, vedno mora najprej poskrbeti zase, ko bo ona se dobro počutila, ko bo počasi svoje težave premostila, se bo lahko tudi obrnila k svojemu otroku in začela tudi z njim navezovati taki odnos, kot bi moral biti in kot si ga je zastavila. Začeti se mora učiti različnih spretnosti, kako se soočiti s to stisko in kaj so tista pomagala, ki bi lahko njej olajšala to pot. Prvo pa je vsekakor, da začne izraziti čustva in jih sprejemati, kot smo rekli prej. V velikih stiskah je bistveno, da najprej preverimo zdravstveno stanje matere. Če ima težave s ščitnico, če je slabokrvna, je zelo težko, da se bo dobro počutila in da bo dobro delovala v svoji materinski vlogi. Zato je vedno smiselno, da se v tem primeru odpravi do zdravnika in pomisli, skupaj pomislite, kaj bi lahko botrovalo njenemu počutju. Potem normalno je, da ob rojstvu pride do nekega navzkrižja med otrokovimi potrebami in materinimi potrebami. Treba je iskati neko ravnotežje med tema dvema. Oziroma, kot smo prej rekli, naj si mama začne skrbeti zase in s tem bodo tudi otrokove potrebe vedno bolj kvalitetno zadovoljene in ne bo s tem otroku nič hudega, ne bo mama brez bojazni. Dobro je, da si zada, da počasi tiste vloge, ki jih je imela pred materinstvom, začne počasi vpeljevati spet v svoje življenje. Torej, če je prej zelo rada plesala, če je prej rada brala, če je prej rada, šivala, začne počasi, dan za dnem, za nekimi kratkimi pavzami, naj se vzame za to, da se vrne v tiste vloge, ki jih je imela. Tudi če kakšen dan in ne uspe, ni nič hudega, bo naslednji dan lahko to naredila. Ob tem še mogoče ta misel, da je tudi dobro, da si piše dnevnik. Da si piše dnevnik z mislijo na to, kaj se je tisti dan zgodilo, da zraven pomisli, kakšen občutek je ob tem imela, kako močan je bil ta občutek, kakšna misel je takrat padla na pamet, ko mogoče ni mogla otroka potolažiti, na kaj je takrat pomislila. In počasi poskuša na to pogledati tudi bolj realno. Ali je res, da ni mogla, da ga ni, recimo, če je padla na misel, nikoli ne morem potolažiti svojega otroka, kaj je z mano? A je res, da ga nikoli ne morem potolažiti? Ali ga mogoče večinokrat uspem in kdaj ga tudi ne uspem? To je že drugačna misel od tistega črno-belega, sem slaba mama, ker nikoli ne potolažim svojega otroka. Torej, bolj, ko si bo zabeležila te dogodke obremenjujoče, ki si jih dogajajo, čim bolj sproti tekom dneva, tem lažje bo potem jim dajala pravo vrednost in ne bojo več s časom tako čustveno obremenjena, kot se lahko, če se le dogajajo eno za drugim in jih ne zna realno ceniti. Pa še to,
če se mama znajde v neke vrste depresiji ali pa tesnobi, je dobro, da si začne čim bolj planirati naslednji dan. Da si zada, kdaj bo vstala, da si zada, kdaj bosta mogoče šla z otrokom ven. In ob tem poskuša biti čim bolj fleksibilna. Načrtovanje dne je vedno, kadar smo nerazpoloženi, nam vedno lahko daje neko motivacijo, neko strukturiranost, neke take oporne točke, ki si jih zadamo za naslednji dan, ki nas lahko potem potegnejo v to, da nam je naslednji dan lažji in da se nam zdi, da se nekaj kljub vsemu premika naprej. Ker včasih se mami lahko zazdi, da je v nekem začaranem krogu, da se vedno znajde v istih situacijah, da je samo na uslugo otroku, da nič ne more. Če si pa začne načrtovati naslednji dan, kot sem rekla, ob neki določeni fleksibilnosti, ker včasih otrok ima svoje želje in svoj ritem, kako bo šel naslednji dan, ampak če si začne načrtovati počasi, nek dan ji bo uspelo speljati tiste stvari, ki si jih želi, in bo videla, da dan mogoče ni več isti, kot je bil prejšnji, in da nek napredek tudi z tega vidika je. Potem naslednja pomembna stvar je tu počitek. Brala sem, da je tistih 5 ur v kosu, če si jih mama vzame, ko je recimo v nekem depresivnem stanju ali pa močno obremenjenem stanju, tisti minimum, ki ji zagotavlja, da bo počasi lahko izstopila iz te velike stiske. Zato se poskuša tudi tukaj s partnerjem ali z nekom, ki je ob vas, dogovoriti, da je mogoče tiste prve ure prevzame on otroka in kasneje, ko gre že mogoče dan oziroma noč proti jutru, da potem ste vi mogoče bolj angažirani. Ampak vsaj 5 ur v kosu je dobro, da prespite. Zdaj spet vem, da nekatere mame, ki dojite, se otroci pogosteje zbujajo in da ga mogoče tako najlažje potolažite. Tudi to je seveda stvar biti toliko fleksibilen. Če se da, je dobro, da se to zgodi. Čim bolj dolg čas strnjem, da prespite. Če pa ne, pa kot vedno vsi rečejo, torej vsak trenutek, ki je, si poskusite vzeti za to, da se naspite. Vsakič, ko otrok zaspi, si tudi vi vsaj počivajte. Če ste močno utrujeni in vam manjka spanca, ne se takrat ustavljati na telefonu, ne takrat delati nekih gospodinjskih opravil, ki se vam zdi, da so nujna. Ker če se boste to dajali za prioriteto, bo potem sicer mogoče res stanovanje pospravljeno, ampak vi boste še bolj utrujeni. Ko bo otrok se kmalu zbudil, boste še vedno v istem občutku in stanje se bo zelo težko zboljšalo. Skrb zase. Torej, če vam pomeni, da imate urejeno frizuro, na primer, če vam pomeni, da imate narejeno manikuro, si to poskusite narediti. Si to poskusite vzeti čas zase in za to res poskrbeti. Ker take majhne stvari, ki nas bodo spet vrnile v tiste prejšnje čase pred porodom, nam bojo dale motivacijo tudi za težje trenutke. Poiščite si različna razvedrila, lahko greste, si priskrbite neko varstvo in greste v kino kdaj. Seveda, ko je otrok tak, da zmore nekaj časa biti brez vas. Poskusite brati. Postavite si prioritete, kaj je za vas res pomembno. Kaj je tista stvar, ki jo najbolj pogrešate v tem času, ko je otrok z vami. In potem temu sledite. Pazite, da ne zapadete v te vzorce, da kar obsedite in čakate, da se bo otrok zbudil. Poskušajte čim bolj ali počivati, ali pa delati tiste stvari, ki vas zelo veselijo. Potem umiritev. Obstaja veliko načinov, kako se lahko mamica zrelaksira. Lahko je to molitev, lahko so to meditacije, avtogeni treningi. Lahko je to samo umirjeno dihanje ali pa, da si naredite kopel. Karkoli, samo da vas počasi umiri. In ob tem še to, da
k umirjanju pomaga tudi to, da smo zelo osredotočeni na tukaj in zdaj. Da ne mislimo, kako bomo mi speljali celotno leto, ki je pred nami, kaj nas še čaka, ali bo to hiter razvoj ali počasen razvoj otroka. Ampak se skoncentrirajte na tisti trenutek, ki je pred vami. Če otrok joče, da se vzamete čas, kako ga boste potolažili. Če se smeje, uživajte v tem trenutku, da je otrok nasmejan in da lahko res zaužijete vse veselje materinstva. Uživajte v trenutku, ko se vam nasmehne, ko vas pogleda, ko vas morda poišče, ko previjate otroka. Takrat je spet ena taka prilika, ko lahko močno navezujete stik z otrokom in se navežete drug na drugega, mama na otroka in tudi otrok na mamo. Potem, če je dobro, da včasih tudi za nekaj časa spremenite okolje, sprememba okolja. Torej, da greste ven, da si vzamete kakšno uro in se nekam odpeljete ob tem, da nekdo drug poskrbi za otroka. Ali pa greste na sprehod, karkoli od tega. In zanje sem dala v bistvu še najpomembnejše in to je pogovor. Če bomo sami svojo stisko, bomo lahko si v neki meri pomagali, bomo lahko naredili vse te stvari, ki so tu naštete. Vendar je prav, da se zavedamo, da ko bomo z nekom delili, da bo takrat ponavadi se naša stiska precej zmanjša. Če smo vedno sami s sabo, če ne zmoremo svojih težkih misli deliti, so ponavadi to še težje. Zato je prav, da o vaši stiski brez sramu govorite, ali s prijateljicami, ali s partnerjem, ali z vašo družino, pač s komarkoli, na katerega se lahko zanesete in čutite, da je z vami in ob vas. Torej, kot sem že omenila, partner naj bi bil ponavadi tisti prvi sogovornik, če so pač odnosi dobri, je ponavadi tako, da se najprej naslonimo na partnerju. Povejte mu, kaj je tisto, kar mora narediti, da bo vam lažje, kje ga morda pogrešate, kako vam je zjutraj vstati, kakšna noč je bila za vami. Karkoli se dogaja, dajte deliti in poskusite mu dati tudi neke namige, kaj lahko naredi, da bo vam lažje. Ker velikokrat je tako, da ljudje, ki so ob nas, bi radi pomagali, ampak ne vejo kako. Tudi vsi te pripombe, ki so včasih za mamico v stisku še bolj obremenjujoče, ko rečemo, ne, moraš biti srečna, poglej, kaj se ti dogaja, le koga imaš pred sabo. So na koncu za mamo lahko še težje za soočanje, ampak konec koncev so narejeni v dobri veri, ker bi radi mami odprli še ta pogled. Včasih ljudje ob nas ne znajo reagirati. In zato je prav in najenostavnejše, da jim povemo, kaj je tisto, kar rabimo. Potem delitev dela. Za gospodinjstvo niso samo ženske, nobene biološko dokazane lastnosti nimamo mi, ki je moški ne bi imeli, da bi lahko samo ženske skrbele za gospodinjstvo. Zato tudi tukaj bodite kar jasni in povejte, kaj si želite, kaj se vam zdi še sprejemljivo, pa še to, pomembno je, da pri teh opravilih znižamo merila. Če boste hoteli imeti hišo idealno pospravljeno in čisto in vedno vse tako, kot mora biti, bo zelo težko. Zato je dobro, da čim prej sprejmemo, da pač imamo zdaj druge prioritete, druge potrebe, mi in otrok, in nam bo tako lažje potem se zavedam hkrati, da je to nekaj začasnega in nič narobe. Prav je, da mi poskrbimo najprej zase, potem za otroka in potem so šele vse druge stvari. Tudi delitev odgovornosti. Če je vsa odgovornost za otroka na mami, če se čuti v tem osamljena in brez podpore, bo težko zmogla vse to. Prav je, da si razdelite delo, tako skrb za otroka, skrb za hišo, za vse stvari, najprej s partnerjem in potem morda še z neko drugo okolico. Ob tem bi samo še se vrnila na prvo točko za pogovor. Dobro je, da si tukaj kar čim prej nalijemo čistega vsi vina in da pomislimo na to, da smo najprej v bistvu
da lahko spremenimo predvsem sebe. Če bomo skušali spremeniti partnerja, da bo mislil tako kot mi in ga prepričevali, kako imamo prav, ne bo šlo, oziroma razen tega, da bojo veliki spori, drugega ne bomo dosegli. Vedno je dobro s temi, da se reče, jaz stavki, ne? Torej, da rečemo, jaz se počutim tako, jaz sem tako razumela to, da nisi mogel priti prej. Jaz sem se počutila manj vredno, nespoštovano, nezaželjeno. Če bomo pa začeli s ti stavki, ti si mi to naredil, ti me žališ, ti me ne spoštuješ, potem se bo partner čutil napadenega in se bo ali začel z napadom ali pa se bo umaknil in take pogovori težko prinesejo nekaj res dobrega. In še to, marsikdaj se zgodi, da pride do nekih tihih dnevov, tednov, ne vem, pač neka obdobja, ne. Dobro je, da se zavedamo, da to je neke vrste nasilje nad partnerjem, ker ponavadi na tak način izsiljujemo oziroma mu kažemo svojo žalost in izsiljujemo pozornost. Razen, če ne gre za to, da resnično ne zmoremo takrat še pristopiti k njemu. Pomislite na to, da to ni pošteno do kogarkoli, ki je ob nas, da mu umaknemo pogovor, da se ne pogovarjamo, da ne znamo sodelovati tisti čas z njim in poskusimo te stvari prerasti oziroma jih preseči. Poleg tega imejmo še v mislih, da je potrebno upoštevati potrebe obeh, torej tudi očetje oziroma moški imajo v tem obdobju svoje želje in svoje ideje, kako naj bi to starševstvo izgledalo in je dobro, da se čim bolj dogovarjamo, kaj je tisto, kar ustreza obema in kje se lahko najdemo. Ob tem je še to, naj poudarim, da ni pravila, kaj je prav za vse. Vsak par si bo našel svoje ravnotežje in se bo najdel na neki točki, kjer bo obema v redu. In ni pravila, kje je ta točka. Ravno zato je potrebno dogovarjanje. Prava točka je tista, ki bo odgovarjala vama obema. Pa še to, ob tem še sorojenec. Torej, otrok, ki je že odprej z vami in je začuti prihod novega člana, tako kot bi vi začutili, če bi vaš partner pripeljal novo partnerko v vaše gospodinjstvo, nekaj takega. Čuti, da ni več na prvem mestu, včasih mu starši govorimo, ja, tako lepo je bilo s tabo, da smo si zaželeli še enega otroka, to je spet kot da bi rekel partner, tako lepo je s tabo, draga moja partnerka, da sem si zaželel še eno ob sebi. Torej, bodite zelo spoštljivi do otroka, ki je prej, dajte mu pozornost in jaz bi vas ob tem še pozivala k temu, da ste čim bolj iskreni. Nekateri podpirajo to, da novorojenčki nosijo darila malčkom. Jaz se s tem ne strinjam, toliko, ker mislim, da otrok prelej razume, da je to zlagano in da ni res. Vedno je dobro, da smo čim bolj iskreni do tiste stopnje, do katere seveda lahko otrok razume in da sledimo njegovim potrebam in njegovemu razvoju s svojo iskrenostjo, ne. Dejte ga čim bolj vključiti vse dejavnosti, ki jih delate z otrokom. Naj pomaga previjati, naj bo zraven, naj se čuti take majhne odgovornosti do otroka, da se bo čutil vključenega in ne nekaj, kar je samo še zraven za tiste trenutke, ko otrok spi. Še ena pomembna stvar, ki bi rada izpostavila, in sicer, da je v resnici ob rojstvu je dobro, da si vzpostavimo eno socialno mrežo ljudi, ki nam lahko v stiski pomagajo. In to dobesedno tako, da si sestavimo seznam vseh, ki nam padajo na pamet, ki nam lahko v takšni ali drugačni obliki pomagajo pri našem materinstvu, ki je mogoče nek določen čas oteženo, ali pa tudi kasneje. Torej, dokler se ne čutimo dovolj sigurne, da to zmoremo s sabo in tudi kasneje, ko se znajdemo v stiski, je dobro, da imamo ljudi, na katere vemo, da lahko računamo. Lahko je to širša družina, torej stari starši, strici, bratje, tete,
tisti, ki so voljni biti ob našem starševstvu zraven. Ob tem naj opozorim, da je tudi tukaj stvar dogovora, koliko so vsi vključeni v novo vzgojo novega člana družine, ne. Marsikje je tako, da pride tašča ponavadi pomagati mladi mamici in se potem ta oče počuti zelo izrinjenega. To je stvar dogovora, ne. Jaz sicer svetujem, da se starši oziroma da taki pomaga, da se po pomoči vrne domov, ampak če vam ustreza drugače, dajte se dogovoriti drugače, ne. Meni se zdi, da so ti prvi trenutki tako pomembni za vzpostavitev nekega novega ravnotežja, da je vsak zunanji član, tisti, ki ni prav član te najožje družine, da je potem ruši to ravnovesje in ruši to idilo v prvih dneh, ne. Še to, marsikdaj se mamice jezijo, da so mogoče, ne vem, tašče ali pa kakšni none, da niso, da ne vzgajajo prav, da rečejo kaj grdega, da je drugače. Ob tem je pomembno, da se zavedamo, da smo mama in oče tega otroka, da smo najpomembnejši in da smo mi tisti, ki bomo v primeru, če so stari starši naredili nekaj primernega, da smo mi tisti, ki stvari lahko damo spet na svoje mesto pri otroku. Da opišemo otroku, kaj se je zgodilo, da povemo, da je tako pri noni ali pa pri nonotu ali pa pri stari mami in da mu opišemo tudi, s kakšnimi nameni je to naredil nekdo. Če mi zrelativiziramo otroku, kaj se mu je zgodilo nekje drugje, bo razumel, da so pač na svetu smo si različni in da pri mami ima nek način in neko sprejemanje in to je njegova osnovna usmeritev, drugi so drugačni, nič za to, so pač nekoliko drugačni, tako jih lahko sprejmemo, ampak vemo, da tudi nekje so konec koncev tudi meje. Tudi to je, ko se nam zdi, da nekdo preveč poseže v našo vzgojo, je prav, da na miren način poskusimo povedati, čemu mi sledimo, kakšen način sodelovanja z otrokom se nas zdi nam najboljši in potem znotraj tega pa še vedno smo dokaj sprejemljivi tudi do drugačnih načinov, če li te niso preveč agresivni oziroma drugačni od naših. Pomislite na vse prijatelje in sosede. Torej, namesto da vam prijateljice ali pa sosede nosijo darila za dojenčka ob rojstvu, naj vam raje prinesejo en skuhan obrok, da bo vam lažje in bo ta pomoč veliko bolj zaželjena, kot pa neka druga darila. Pomislite na zdravnika, ki je lahko ob vas, če vam je težko, ali pa na patronažno sestro, ki je tudi poklicana za to, da vam v težkih trenutkih pomaga. Pomislite na vse organizacije, ki so za to, da vam pomagajo v teh prvih letih otrokovega življenja. Če ne gre drugače, so tu varuške. Verjamem, da je za marsikoga finančno stanje tako, da si ne more privoščiti varuške, ampak mogoče za 1 uro na mesec tudi, če vam to olajša vaše počutje, je prav, da se tega poslužite. Vsi, ki lahko pripomorejo k vašemu boljšemu počutju, so zelo dobrodošli in nikogar ne kar vnaprej odmisliti, da to pa ne bo v redu, ne? Ker večina ljudi, velika večina ljudi si želi vam pomagati v tem obdobju in so zelo pripravljeni, mogoče le ne znajo se na pravi način približati in vam pokazati njihove razpoložljivosti. Zelo pomembno se mi zdi, da mamice in starši, oba, tudi očetje, začutimo, da so otroci pravzaprav, da pritiskajo na tiste gumbe, na katere reagiramo. Torej, ravno tiste stvari, na katere smo mi mogoče najbolj občutljivi, tiste stvari naše nerazrešene iz neke osnovne družine, bodo ponavadi ob naših otrocih prišle na plano. In to se moramo zavedati, da je to naša odgovornost, ne njihova. Nikoli ni problem otroku, ampak v nas in v naši nerešeni prtljagi, s kateri smo prišli do materinstva oziroma starševstva.
ni zgrešenih otrok, so drugače, so otroci, ki so prišli k nam drugačni, niso vedno točno vsemi lastnostmi taki, kot smo mislili, da bodo, ampak to so oni. Da nas je, da mi najdemo načine, kako se tem otrokom približati, kako njihove stiske, otrokove stiske mi prenesti in jih mi predelati namesto njih. Ker če bomo otroku razložili, kaj se zdaj, govorimo o prvih trenutkih ali pa o kasnejših letih, če mu bomo lahko razložili, kaj se z njim dogaja, zakaj je v stiski, zakaj kaj doživlja, ko začne kričati, zakaj ne zmore tega predelati, če bomo takrat mi namesto njega rekli, glej, si padel, mi boli, ja, še sosed se te je smejal, zato si užaljen, to se je zgodilo. Kaj misliš, kako bi ti lahko pomagala, se slabo počutiš, da smo takrat maksimalno razumevajoči ob vsakačni stiski, s katero se otrok sreča, takrat smo lahko res v oporo našemu otroku. Hkrati pa ja, še to, da so eno od poslanstev otrok je, da tudi nam pomagajo rasti. Ker ob njih globoko spoznamo sami sebe, se učimo drugačnih odzivov in poskrbimo, da bomo otrokom ne idealni, ampak najboljši možni starši. Pomislimo tudi na to, da so otroci tisti, ki nam razgrinjajo nek nov spekter čustev in misli in znanj, ki jih lahko drugače dojamemo. Lahko nas učijo, če smo pripravljene se z njimi učiti. In hkrati bi tudi rada opozorila, da veliko stisk prihaja, velikokrat pride do stiska zaradi tega, ker mamica ne ve, koga več poslušati. Posluša od dude, ali jo rabiti ali ne. Ali naj spi z otrokom, ali naj ne spi v isti posteli z otrokom. Vedno je dobro, da se mama vrne k naravi, pomisli, kaj je logično. Pomisli na to, da je, dude toliko let ni bilo. Ni otrok odvečno, od nekdaj rasel z dudo. Duda je nek pripomoček, nek kompromis za nas, da mogoče v nekih težkih situacijah olajša situacijo, olajša jok. Smo pripravljeni na ta kompromis ali ne? Želimo spati sami v posteli, nam je veliko breme. V redu, to je naša odgovornost, za nas je to prava odločitev. Dobro je, da se zavedamo, da je to nek kompromis, da mogoče otrok od začetka bi si bolj želel biti ob nas, ampak je nam to veliko breme in zato nam je to pomembneje, da imamo svoj prostor. Skozi celotno starševstvo je prav, da se zavedamo teh kompromisov, s katerimi smo in da smo pripravljeni zanje potem tudi prevzeti odgovornost. Zdaj smo na koncu operacije našega predavanja. To so še moji kontaktni podatki. Če imate kakšno vprašanje, lahko mi tudi kasneje napišete na mail ali pa na kakršenkoli način vstopite v stik z mano in vam bom z veseljem odgovorila. Vas ne slišimo? Se slišimo zdaj, ne? Ja. Ok, bomo samo preverili, če so v sporočilih kakšna vprašanja oziroma bi se kdo od poslušalcev želel oglasiti v živo. Kar izvolite. Sicer pa, Irena, če bi želeli še vi kaj dodati, lahko tudi še kaj dodate. Aha. Gospa Nina piše, hvala za zanimivo predavanje. Zanima me, kako naj se bodoča mama že med nosečnostjo pripravi na morebitne občutke stiske. Ja, to je v resnici zelo dobrodošlo, da se mama že med nosečnostjo začne pripravljati na to, ker se bo tako veliko lažje ognila pa s tem, ki se lahko dogajajo v prvih trenutkih. Torej, da se zaveda, kaj se lahko zgodi, da zna prepoznati znake, da se morda o tem pogovarja tudi s partnerjem,
da sta oba pripravljena, da morda na začetku ne bo da bo na začetku materinstvo težko, oziroma težje, kot je bilo načrtovano, da morda dojenje ne steče, da morda otrok več joka, da so neke fizične težave morda pri otroku. Vsem tem se lahko mama sreča in bolj kot se zaveda, kaj je lahko v teh prvih trenutkih mogoče ne tako prijetnega, lažje se bo potem soočila s tem. Bolj kot je pripravljena, več kot si prebere, lažje bo potem vstop v materinstvo. Okay, še kdo mogoče? Lahko tudi zapišete, tako kot gospa Nina. Aha, hvala. Prosim. Okay. Moram pa povedati, da smo imeli na začetku pretakanja v živo nekaj težav. Preden sem uspešno vzpostavila sliko in zvok na Facebooku, smo zamudili dobrih 15 minut, s tem sem se ukvarjala, tako da bom jutri v celoti na novo, ko bom ta video posnetek potegnila dol in posnetek pregledala v celoti, še enkrat na Facebooku objavila, istočasno tako kot na YouTubeu. Tako da, če si ga ste pač želeli ogledati še enkrat, bo v celoti dostopen. Na Zoomu pa nismo imeli zvokom nobene težave in potem kasneje tudi ne. Ja, včasih ta tehnika, ne veš, kaj si mislite. Tako. Bi imel kdo še kaj za dodati, še kakšno vprašanje? Irena zgleda, da bo to. Tako da jaz bi se vam res rada še enkrat zahvalila, najprej zato, da ste bili pripravljeni, da se to predavanje še enkrat prenese oziroma da se res izvede. Videli smo, da je bilo kar spremljeno tudi preko Zooma, vsake toliko sem pogledala tudi na Facebook in sem videla, da so bili poslušalci tam tudi na tisti strani. Tako da želim vam uspešno delo še naprej. Verjamem, da svojim znanjem, s prijaznostjo, s dostopnostjo pomagate marsikateri mamici v stiski in naj naprej tudi tako ostane. Hvala lepa vam za vabilo, hvala lepa vsem, ki ste se udeležili tega predavanja in bili pripravljeni sprejeti neke nove informacije, se dati mogoče tudi sami sebe malo pod vprašaj in malo ponovno pretehtati svoje odločitve, svoj način delovanja in kakor sem rekla, če so še kakršnakoli vprašanja, ste toplo vabljeni za mi jih napisati, za me kontaktirati in vam bom z veseljem odgovorila. In hvala za danes. Lep dan. Lep dan vsem in srečno še naprej. Nasvidenje in srečno. Nasvidenje.